zakaj Janković pristaja, kot je rekel, mislim, da politični analitik Korać v Srbiji, da je v bistvu del Vučićeve uradne propagande, ne, s katero srbski predsednik sporoča, da uživa podporo iz tujine, konkretno iz ugledne Evropske unije in tako naprej. Zdaj, prepričan sem, da javnomnenjskih, ne, ali pa političnih koristi, kaj je tudi Milan Kučan rekel, vse to je politična napaka, Janković nima. Vprašanje pa je, ne, tako kot pravi en zelo znan legendaren oglas, če ni za vse ostalo tu Mastercard. To je tedenski Safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni. Pa tudi levi in besni. Peter, greva kar takoj v akcijo. Prva tema, Janković in snubitev, ki je prišla iz Beograda. Ni prva. Lahko bi rekli, da ta teden Ljubljančani nismo ostali brez župana, na veliko žalost mnogih verjetno. Ne? Ja, je neke vrste politična bomba, ne, to vabilo in implikacije in podtoni številni. Večplastna tema, absolutno. Ja, zdaj, če pogledamo, ta teden je sicer Srbija dobila novega mandatarja, ne, to je Đuro Macut, in sicer zdravnik, velja nekako za precej umirjenega, je pa se je tudi, kot pravijo, Vučićev recimo marioneta, ne, sodeloval je tudi pri teh proti študentskih protestih, ne, se pravi, ko so študentje začeli bojkotirati predavanja oziroma te pač fakultete, ne, se je potem zbrala neka manjša skupina študentov, ki so potem bili kot češ, ne, mi pa želimo imeti... Ali pa tudi študentov, ja, ne? In bom rekel, tudi tistih z tretje univerze. A veš, v Srbiji imajo za izraz sicer za učence džaci, ne? In tem, ki niso pravi študentje, zdaj pravijo čaci, ne? Ker menda ne znajo niti izgovoriti tega. Ne? Skratka, je potem ta Đuro Macut, ne, organiziral neka predavanja tudi za recimo te študente prve in tretje univerze, ki so pač kontra študentom protestirali. Je pa Vučić najavil, ne, oziroma javno povedal to, kar je Janković pravzaprav ves čas skrival. Jankovića so novinarji več časa spraševali, če se je Vučić z njim pogovarjal, pa Janković to nekako probal zanikati ali pa skrivati, pa je rekel, pridite na tiskovko v torek, ne, potem je pa Vučić že čez vikend razkril, da naj bi se pogovarjal, pa tudi Janković to potem nekako neko meglo dal, ampak češ, ne, tudi Vučić je rekel, da Janković želi ostati do 3. oktobra 2026 župan Ljubljane. Glej, jaz mislim, da Jankoviću ta zadeva, ki je zdaj že drugič, ne, po tem razupitem pismu, ki ga je poslal v Beograd, je zdaj že drugič eskalirala ta njegova vez z Vučićem. Vse skupaj mu ne paše preveč. Prvo, kar je, jaz mislim, da je bilo kar nekaj preizpraševanja spet ob tem, ne. Tudi Uroš Slak, mislim, da je izrecno to vprašal, čigavim interesom vi zdaj, gospod Janković, služite, srbskim ali ljubljanskim ali kaj, ne. In bilo je tudi kar nekaj brskanja, to mogoče prvič zdaj v 18 letih tega županovanja, katere vrste srbski kapital, tudi v navezi s podzemljem srbskim, je v času Jankovićeve vladavine pač prisoten v Ljubljani. Z tega vidika so v bistvu bile na nek način vesti iz Beograda za slovensko javnost koristne, pa prepričan, da za Jankovića ne pretirano prijetne. Ne? To, jaz Jankovića poznam precej dober iz terenskega dela televizijskega novinarja v različnih njegovih razpoloženjih, od tistega res prazničnega, veselega, do raznih sodnih procesov in jeze na novinarje in podobno. Kljub izjavi, ne, ker seveda kaj pa naj bi drugega rekel, kot da je do neke mere tudi počaščen na tem, da ga srbski predsednik vidi ali kot predsednika ali kot mandatarja in tako naprej, sem videl precej nelagodja. Da ga je Vučić v bistvu potem, ko ga je nekako nekontrolirano dal v javnost že s tistim pismom, še drugič v kratkem času, jaz bom rekel, v bistvu javno zakartal za neke svoje epizodne notranje politične interese v Beogradu. In do neke mere bi se strinjal s tem, kar je lucidno po mojemu odmevih rekel politolog Marinko Banjac, da je z Jankovićem zdaj Vučić že nekajkrat ravnal kot svojo šahovsko figuro. Mislim, da to ustreza dejstvom. Pri čemer bi samo zvezdico naredil v toliko, zdi se mi, da je ta izjava vendarle malo akademsko prenaivna ali pa dobro namerna, če hočeš, ker Vučić in Janković tukaj vendarle igrata pragmatično igro, ki večino časa do neke mere ustreza obema, ne samo enemu od njiju, ne. Zdaj, če se vprašamo, zakaj Janković pristaja, kot je rekel, mislim, da politični analitik Korać v Srbiji, da je v bistvu del Vučićeve uradne propagande, ne, s katero srbski predsednik sporoča, da uživa podporo iz tujine,
konkretno iz ugledne Evropske unije in tako naprej. Ljubljane, Zdaj, prepričan sem, da javnomnenjskih ali pa političnih koristi, kaj je tudi Milan Kučan rekel, vse to je politična napaka, Janković nima. Vprašanje pa je, tako kot pravi en zelo znan legendaren oglas, če ni za vse ostalo tu Mastercard predvsem. Bi se vprašal in govori se tudi, ker veš za težave in poslovne in določene privatne iz preteklosti z Jankovićevimi sinovi, da ga na nek način, kot se temu reče, Vučić obvladuje ali pa drži tudi s tem. Vprašanje je pravzaprav meni tudi, jaz mislim, da tukaj ni Janković tisti, ki bi tle izbiral, bolje vprašanje, kakšno korist Vučić tukaj vleče iz hierarhija tega. Je kar jasna. Hierarhija jasna, ampak v smislu, zakaj Vučić zdaj nekega ljubljanskega župana vleče noter, zdaj po eni strani mogoče, kot se je rekel, Evropska unija, Slovenija, ugledno. Ampak jaz mislim, da je tukaj še ena zanimivost. In sicer Vučiću so se zdaj zgodili, Vučić je šel očitno v teh svojih korupcijskih aferah njegove stranke, ki je itak bolj ali manj tako ali drugače na oblasti povsod v Srbiji predaleč. Pač, ko se je podrla ta postaja, je bilo pač to preveč javno, preveč očitno, preveč boleče. Medtem ko Janković lahko, tako se zdi, v Ljubljani dela karkoli. Brez nekih večjih protestov, z izjemo recimo pač Aleša Primca, ki mesečno protestira pred vsako sejo mestnega sveta, ampak sicer pa nekih množičnih protestov v Ljubljani nismo imeli niti, ko so se korupcijsko gradile stožice, ko so se preplačevale, nedokončevale, ko se ni plačevalo dobaviteljev, niti ko je recimo ponujal, se pravi, zahteval spolne usluge v zameno za službo, niti ko napeljuje, bom rekel, drekovod čez ljubljansko pitno vodo. In tukaj je mogoče pa Janković nek zgled Vučiću, kako se pravzaprav da elegantno zapeljati korupcijo, oziroma da ti vse kontra stroko in morebitne proteste pravočasno zatreš oziroma nekako drugače utišaš tako na eleganten način. Zelo dobro smer si mi odprl, ker sem želel zdaj besedo ali dve reči, to je Expo 2027. To je en zelo dober primer točno tega, kar si ti opisoval zdaj. Švicarske elegance, med tem, ko se v ozadju resno pač namiguje ali pa tudi dejansko v praksi že odvija korupcija. Glej, Expo 2027, ki bo v Beogradu, 18 milijardni projekt. Dajmo samo sekundo postati pri tem dejstvu. To je proračun in pol letni celotne Slovenije. Naprimer, zadnja leta bolj en, pa še malo. Tudi to je res. Projekt, da greva naprej, v celoti izvzet iz sistema javnih naročil. Zdaj, če pogledava, Stožice, naprimer, kot en tak primer, jaz mislim, da so to mokre sanje tega, kar bi Janković imel v Ljubljani, pa pač zaradi tega našega nerodnega članstva v Evropski uniji in še česa, ne bodi ga treba, pač ne more imeti. Pogodbe na projektu, po domač povedano, v Beogradu so tajne. Mediji ne morejo do tega, opozicija ne more do tega, nihče ne more do tega. In zdaj poglej, ta švicarska eleganca. Janković kaj govori o Expu? Takoj, ko je bil zdaj pač spet pod povečevalom javnosti, reče, bom specialni svetovalec, zdaj vemo za ta naziv na projektu Expo, imam pogodbo. Pogodba je za 0 evrov, se pravi, delam brezplačno pro bono in izključno v mojem prostem času. Zdaj, tega mu niti podrazno, zelo direktno bom rekel, ne verjamem. Ni šans. Druga stvar, ki je... Pri 18 milijardih in še enkrat tajnih naročanjih, je pač, lakmusov test, če hočeš tega, lahko verjamemo temu, da bo delal pro bono, pa v prostem času je že to pismo. Zdaj ga del mestnega sveta, del opozicije zelo dosledno že 2 tedna preganja za to pismo Vučiću, ki je cel kup kontradiktornosti. Je poslano na glavi občine, pa nima pečata župana, pa je poslano službenega maila samo ne v delovnem času in z računalnika občine, ampak je sodelavka, vodja kabineta to počela od doma. Kje je on menda narekoval. Tako. In zdaj, ker v informacijskem sistemu občine organ, kot je informacijski pooblaščenec, tega ne more več najdeti, pač to pismo uradno kot občinsko ne obstaja, je pač tudi bila po avtomatizmu ta ugotovitev informacijskega pooblaščenca, da je to zasebna korespondenca. In zdaj si predstavljaj, če je problem pokazati eno pismo, za katerega je konc koncev Janković, koliko se mu je to na priljubljenosti poznal, se mu je že, noče tega pokazati kot prav iz principa, kaj šele,
da bo odpiral pa on, ne vem, transakcijske račune, ki so bodisi tukaj, ali pa če uporablja malo domišljije v Republiki Srpski, kjer obvladuje zadevo njun prijatelj Dodik. Kjer se tudi govori, da imajo številni Slovenci neprijavljene račune, za katere Furs ne ve ničesar. Skratka, hočem ti reči, če pa kaj prepoznam, v dikciji poslal sem vnaprej na KPK pogodbo, ki je pro bono in je v prostem času, pa predvsem prepoznam kakšen dober nasvet ene velike pravniške ali pa odvetniške pisarne, pa ne bom šel naprej. Bom jaz dodal tukaj, da se sprašujem, kakšne so Jankovićeve reference in mislim, da je stadion Stožice vrhunski primer referenc, ki jih rabiš zavoditi oziroma zasvetovati na takem projektu, kot je Expo. Morda si je pa Janković uspel kar nekaj publicitete dobiti na ta račun, ker rečeš pa tako cenjen tak genij. Pravzaprav se lahko bi, mislim, da bi se po njegovi logiki mogli Slovenci sprašovati, kako je mogoče, da smo takega genija dobili za župana Ljubljane, da ni šel kam drugam. Moga pogleda še, kako so potekali te izjave Vučića in Jankovića v zadnjih dneh. Ja sam oko različitih stvari razgovarao sa mojim prijateljem Zoranom Jankovićem i pitao sam ga u kojoj formi je želeo da bude angažovan. On je rekao njemu do 3. oktobra, ako se ne varam, inače traje mandat u gradonačelnika u Ljubljani, ali pošto je on rođen ovdje, on ima naravno državljanstvo Srbije, on je rođen u Saraorcima, nije bilo takvih tehničkih problema osim ovih drugih. Ali on će nam mnogo pomagati oko Expa i tu smo postigli dogovor i on će biti jedan od ključnih ljudi iz inostranstva koji će nam pružiti tu dodatnu pomoć u svom znanju i u svemu oko Expa. Jaz sem povedal, da lahko to delam samo brezplačno in takrat, kad imam jaz čas. Oni so mi poslali pogodbo od Expa. Pred 10 dnevi sem jaz to pogodbo poslal na KPK s vprašanjem, ali taka pogodba, pravim, brezplačen, po mojem prostem času, lahko podpišem ali ne. Nisem še dobil odgovora. Pa ja vjerujem da na neke naredne izbore, da na nekim narednim izborima možemo da očekujemo njegovu ne samo verbalnu pomoć, već i više od toga. Vučić je s tem lik zadnjim klipom dokazal, kakšen izjemen, prav dramski igralec je, ker tukaj je imel ta pogled zazrt v prihodnost, ko bosta z Jankovićem enkrat delala skupaj skoraj tako, kot da bi se usodno zaljubil v neko žensko. Pač dobesedno tako. Sicer pa pokomentiram še enkrat sam to glede Expa. Moram reči temu, jaz bom zdaj to postavil izraz, to je servet pogodba v bistvu. A veš, ko sta dva poslovneža recimo pri večerji in se vmes uspeta nekaj dogovoriti in potem kar lepo na servetek pri večerji napišeš tok in tok evrov prosti čas, v tem primeru pro bono, delo v prostem času. Tako da to so pravljice za majhne otroke, pa tragično koliko ljudi bo vsem verjeli ljubljanskemu županu, da dela pro bono na 18 milijardnem tajnem projektu. Ja, jaz mislim, da na tistem svetku verjetno ni bila nula, to je bilo pol za javnost rečeno, ampak pustimo zdaj to. Se mi zdi zabavno, v smislu Janković ima izjemen vpliv očitno na slovenske medije, ker so to precej močno pograbili. Sicer me še bolj mod, da koalicija ne reče ničesar. Za Goloba sem obupal. Golob je Jankovićeva figura, tako kot je Golob Janković. Je prvič Jankovićeva figura, tako da če gremo tukaj v hierarhijo, je Vučić, pa potem Janković, pa zelo dolg nič, pa Golob, pa dobro, Kučana sem spustil, ima posebno mesto v tej štiriperesni deteljici, ampak hočem ti reči, tudi sem prepričan, da podobno kot Jankovića, tudi Goloba z nečem Vučić direktno drži v tej hierarhiji in bi kleleš rekel, da je verjetno čarobna beseda genij, poslovanje na Balkanu in podobno. Večje razočaranje mi pa je, ne pa preveliko presenečenje, ker toliko časa pa nisem naiven, spremljam to dogajanje politično v Sloveniji, da ne reče nič slovenska diplomacija s Tanjo Fajon na čelu, ali pa konec koncev, ne vem, predsednik koalicijske stranke Matjaž Han, ki je gospodarski minister, vendar gre tukaj tudi za izmenjavo z Beogradom. Jaz mislim, da je tukaj Janković verjetno mnogim tem posredno nadrejen v teh strukturah, bom rekel, neformalnih strukturah. Se tukaj si marsikdo si predstavlja, bom rekel, to levo politično strukturo kot to vse monolit pa organizirano, pa da nekdo na vrhu vse nitke vleče in tako naprej, ampak vendarle pa so določene razmerja, kjer so pa posamezni politiki v podrejenem razmerju do nekoga drugega in mislim, da je tukaj Janković nadrejen večini aktivnih politikov na slovenski državno-politični sceni in v tem kontekstu mu verjetno ne upa nihče nič reči. Veliko pa potem pride tudi, je pa zelo pomenljivo, kar smo že v začetku rekla, srbski kapital, ki
vedno bolj aktivno, sploh po Ljubljani, pa tudi širše, ne, od hotelov do telekomunikacij in podobno. Pri čemer se je sam zaprašati, ko smo v osamosvojitvi smo razmišljali, kako bomo mi gospodarili na Balkanu, ne, kot najbolj razviti del Jugoslavije. Ne. Zdaj se zdi, da srbski kapital počasi nas in hrvaški počasi nas kupuje. Ja, dejstvo, gled, tist, kar bi še rekel, ki si prej omenil, Janković ima nekako pri svojem poslovnem ali pa razvojnem modelu v Ljubljani zatišje, mir, ki ga bi Vučić zdaj nujno rabo, pa ga nima. Ne. Zakaj ga ima tudi deloma? Tukaj pa je treba biti pošten. Ne. Rekel bi tako po 18 letih županovanja, uspešen župan zagotovo. Kle sem zelo, kako bi rekel, politično pragmatičen. Se pravi, dosega 60-70% nad 50 na volitvah, uspešen si. Kljukaš seznama neke velike infrastrukturne projekte, to uspeh je. Ne bom namenoma uporabil besede dober, ker ta beseda dober mi ima tudi etično komponento, ne? Ima tudi neko moralno komponento, zato ne bom rekel dober. Del odgovora, zakaj ima mir, je zaradi tega, ker vsaj moj vtis je bil tak, res pa je, da v bistvu zadnje desetletje konkretno živim v Ljubljani, ker sem z Gorenjske, ne? Ampak v Ljubljani je bil recimo konkretno pod Viko Potočnik pa Danico Simšič včasih že občutek, da se po Cankarjevem domu, ki je toliko in toliko desetletij nazaj, ne da niti ene stvari v doglednem času zgraditi. In to je malo razbil, ne? Tam niti je malo podaril in mu je oproščeno. Veš, tisti, ki rečejo, svet je oprošteno. Ne? To je to. Stvar je v tem, imel je obupne predhodnike, ne? Ja, pa še kakšnega prej, ki niso prav nič naredili in potem, ko je on nekaj naredil, so mu nekako Ljubljančani odpustili vse. Ja, v smislu, v Ljubljani je kar nekako veljalo, no, se vemo, da Zoki krade, ampak vsaj kaj naredi. Ja. Pa to, da bi rečejo, veš, se drugi tudi kradejo, sam naredijo, ne nač. Ja, zato, ker so bili navajeni nekakšne starejše Zoki, ima pa še, oziroma Zoran Janković ima tle še ene par prednosti. Eno je to, da je na državni politiki večini nadrejen, zato si ostale, recimo, leve politične stranke običajno niti ne upajo kandidirati nekih resnih protikandidatov za župana Ljubljane. Če se spomnimo zadnjih nekaj volitev, sploh Janković ni imel nekega resnega, bom rekel, na levi protikandidata. In kot drugo, izjemno uspešen pa je on v tem talanju bombončkov. Ne? V smislu, on po vseh društvih, po vseh klubih, po vseh nastavi svoje ljudi, da vsakemu 1000 evrov, 2000 evrov za organiziran piknik ali pa kupijo nov kajak ali pa kaj podobnega in potem pač najboljša ekipa na svetu. Vsi nekako so mnenja v smislu, če moramo še enkrat voliti Jankovića, zato da pač bomo te stvari še naprej dobivali, ker so nekako garancija, da pol nek bombonček dobijo. Na korupcijske afere pa praktično vsi potem pozabijo oziroma se z njimi ne ukvarjajo, ker je to nekje daleč. Če pogledava v zgodbi Jankovića, mogoče kakšen korak naprej ali pa kakšno leto naprej, bi pa rekel, jaz tako, nisem prezrl, da je pustil odprto vprašanje teh srbskih predsedniških volitev za 2027. Rekel je sicer, da o tem niti ne razmišlja, da zakaj bi zdaj o tem razmišljal. Rekel je celo, da se bo iz Rudnika preselil na Žale. To je tako mogoče malo zaigrano, skromno. Jaz mislim, vendarle izgleda dokaj vitalno v javnih nastopih, da tudi on intimno ne misli čistko, da je še za odpis. Ne. Druga stvar, odločitev glede ponovne kandidature za ljubljanskega župana pa dramatično, ne, na dan Ljubljane, mesto, heroj, 9. maj in tako naprej. Pri čemer se je to mesto heroj ne dovoli pokopati žrtev. Dejstvo, ja, ampak glej, ne bi ga jaz prečrtal. Slišam od ljudi, ki se recimo nekje v periodično enkrat do dvakrat na mesec z njim dobijo po funkciji na kakšnih sestankih, da je pol leta, leto nazaj dejansko dajal ta signal, konec je zadnji mandat, potem je to neke vrste upokojitev politična in da zdaj v zadnjih mesecih temu ni več tako. Tako da obrat v mišljenju in ponovna kandidatura nista z mojega vidika sploh nemogoča. Ja, hkrati pa bojo še to, ne, da tudi Marta Kos recimo do Srbije zadnje čase zelo nežna, ne, tudi Marta Kos nekako velja za podrejeno potem po tej logiki Jankoviću in je ravno njena skupina pravzaprav v Evropi do Srbije med bolj. Ja, in je na to zelo jasno opozoril te dni v podcastu za Delo Klemen Grošelj, ki je sam plačal ceno teh različnih prijateljstev, pa bova še kaj o tem več. Poglejte, sosledje sestankov, ki jih je imel Vučić, je sledeča. Naša komisarka pripada liberalni politični družini, von der Leyenova ljudski stranki in Košta pripada socialistom. Ona bi morala kot komisarka za širitev dati 2 politični sporočili.
Prvo politično sporočilo je jasna diskontinuiteta s politiko, ki jo je zagovarjal in izvajal Varhelyi. To je bila politika brezpogojne podpore Vučiću. Drugo sporočilo bi moralo biti vezano na to, in je pravzaprav sorodno siamski dvojček, je dati jasno liberalno stališče in mnenje o tem, kako vidijo liberalci razmere v Srbiji, razmere na Zahodnem Balkanu in do širitve nasploh. In sedaj, kaj se je zdaj zgodilo? Dve politični sili sta dale zelo jasno sporočilo in zdaj tukaj imamo našo komisarko, ki je spadla kot nekdo, ki vodi kontinuiteto svojega predhodnika, čeprav bi morala narediti ravno nasprotno. Najprej, kateri liberalci? Veš, Janković je tudi ta teden v studiu rekel, absolutno sem liberalc, samo imam svoja pravila. To je bila prva čudna formulacija. Druga je pa bila, da se izjemno pogosto te dni referiral na Trumpa, Šija in Putina. Ne, če je to liberalni krog, pol imamo koordinatni sistem razsut. Ampak, glej, če greva zdaj na temo, ki si jo načel, ne, navezava tudi evropske komisarke, ki je seveda intenzivno vpeta v dogajanje in v širitev, če sploh kaj bo, ne, na Zahodnem Balkanu, Marte Kos. Javna skrivnost je, ali pa niti to ne več, da je ravno Janković poskrbel za nekakšno spravo, ne, po dveh letih in pol med Robertom Golobom in Marto Kos, potem, ko je ta leta 2020 precej dramatično, potem jezno bila prisiljena v bistvu umakniti kandidaturo za predsednico republike in tudi izstopala takrat hkrati, ko so Urško Klakočar Zupančič mal tresel v stranki, takrat je Marta Kos tudi izstopila in rekla celo zelo dramaturško, to ni več moja stranka, ne. Potem kar naenkrat to ni bil problem kandidature za komisarstvo in tukaj je Janković odigral po mojih informacijah ključno vlogo. Druga stvar, večkrat je javno govoril, tako kot govori o prijateljstvu z Vučićem, pa prijateljstvu z Golobom, pa prijateljstvu s Kučanom, je govoril velikrat tudi o tem prijateljstvu z Marto Kos. Nedvomno je njen politični podpornik, zaupnik in tudi posli, če greva spet na Mastercard, tudi Marta Kos je poslovala z mestno občino Ljubljana v preteklosti. Ne vemo, ne bom ugibal, če se kakšna taka praksa tudi nadaljuje. Dva, ne, in med njimi je Klemen Grošelj, ki je dal to izjavo, sta konkretno ceno že plačala. Prvič za prijateljstvo Janković-Vučić, pa morda tudi ne, za prijateljstvo Janković-Kos. Klemen Grošelj in Tomaž Vesel. Ne, se tudi za Tomaža Vesela s časovne distance vedno večkrat slišiš, da je bil žrtev tega istega, v bistvu Vučićevega apetita po enem krotkem komisarju, ki se bo ukvarjal z njim. Ne. In zdaj pazi, to mi je pa zelo vsebinsko padalo v oko, ravno na teden, ko se mi ogromno pogovarjamo o Srbiji, Jankoviću in Vučiću, Sova je objavila končno poročilo o svojih aktivnostih v lanskem letu in kot eno od glavnih treh tem navedla noter mednarodne kriminalne združbe z območja Zahodnega Balkana. Pazi, citiram, v Sloveniji živeči tujci in slovenski državljani povezani s srbsko-črnogorskimi kriminalnimi združbami. Za te združbe prenašajo denar iz držav Evropske unije v različne države Južne Amerike, v obratni smeri pa organizirajo tihotapljanje drog. In še, citiram, finančna sredstva pridobljena s kriminalnimi aktivnostmi člani kriminalnih združb, tole bo zdaj zelo pomenljivo, legalizirajo z vlaganjem v nepremičnine. In točno pri tem zadnjem, ne, sem prepričan, da se organizirani kriminal v Ljubljani srečuje tudi z visoko politiko. Bolj konkreten pa namenoma ne bom. Ne. Ja, ne, bi pa še jaz nekaj dodal, vendarle, sva govorila, Janković je imel desetletja, ne, zdaj mislim, da je že skoraj 20 let, ali če ni že, mislim, da je že presegel to mejnik 20 let župan Ljubljane. Ni še. 2007. 2000, ja, tako, no, skoraj 20 let je že župan Ljubljane. Ves ta čas je imel dokaj mir, ne, zdaj pa se počasi začenja tudi nekakšno vrenje, ne. En del je recimo pri kanalu C0, en del je tudi recimo ta protest, ki je bil prvi proti Jankoviću z leve strani po tem pismu Vučiću, ne, ki ga zdaj tudi želijo nekateri videti, pa ga Janković noče pokazati. Ne. In še dodatno, ne, bom rekel, je pa ta teden na kanalu C0 par zanimivih novic. Ne. In sicer Ustavno sodišče, ki je izrazito levičarsko sicer, je razsodilo, da so nekatere razlastitve lastnikov parcel, ki so jih izvedli na trasi kanala, neprimerne. Ne. Potem je Janković poskusil z polaganjem električnih kablov, ker je nekje v zakonodaji, da če pa ti elektriko polagaš, pa lažje razlastiš lastnike, ne, in so se potem lastniki prišli vpred in so preprečili tem bagrom, da bi položili električne kable na tem pač trasi kanala C0, ne, in pa tudi zelo spet še eno pričevanje smo imeli pred državnim zborom, ne,
ki je bilo izjemno kritično, enega inženirja, ki je razlagal pravzaprav, da te cevi bi morda bile približno vodotesne, če bi imele zelo mehne zavoje, tukaj pa ta kanal zelo slalomera in že danes pušča in pravzaprav naprej od tega niti ne bi šel. In se protesti in pritisk na Jankovića tudi v mestnem svetu strani opozicije, konkretno Aleša Primca, pač stopnjuje v tem mandatu, in mislim, da se zna zgoditi, da bi se v prihodnjem mandatu to še recimo še poglabljalo, oziroma da bi Janković imel vedno več težav. Rekel bi tako, definitivno to sva tudi že kakšno preteklo epizodo rekla, en razvojni model Ljubljane in Zorana Jankovića počasi. Stvar dinamike, malo njegove, malo tudi v drugih okoliščin, ampak počasi in zanesljivo se izteka. Zdaj, rekel bi pa tako. Prej sva omenila ta švicarski model, pa zadaj balkansko poslovanje, švicarski model PR-a in komunikacije. Podobno kot je kot si rekel, obupnih, mislim, da naslednikih. Jankoviću marsikaj oproščeno, že samo zato, ker pač 3 opeke postavi v višino. Je tudi v še bistveno bolj levi Ljubljani, kot je v povprečju levo pač slovensko volilno telo, oproščeno pač, ali pa se, kritike nekoga, kot je Princ, odbijajo od Jankovića, zato ker na nek način ljudje vidijo Princa kot skrajno desnega, ideološko zaznamovanega in tako naprej. Ironično pa ne vidijo skrajnosti v drugo smer pri Jankoviću. Ampak se na drugi strani se mu recimo pridružuje že stranka Vesna in podobno, tako da v tem kontekstu res je, neka kritična masa se prvič malo nabira. Pač nabira se, več tisoč ljudi, protestnikov pride pred mestno hišo. Bi pa rekel takole, sejo mestnega sveta. Logar, ki je bistveno bolj pragmatičen desni politik, kot je recimo prav ad personam Aleš Princ, ni imel recimo par let nazaj nobenih možnosti. Vprašanje, kako bi bilo zdaj, ampak jih ni imel. Druga stvar, jaz mislim, tle eno ime, ki se bo slej ali prej verjetno v bitki za župana, jaz mislim, pojavilo in je dober kandidat, se mi zdi, da tudi kar operativc, če bi to dobil, Peter Gregorčič, desno sredine. Ampak zdaj, ker si mi govoril, veš o tem, kako Janković ta 20. obletnica, si me pa vzpodbudil k temu, da je v bistvu ena ad hoc teza nastala, ki jo bom zdaj dal v javnost, pa da vidimo, kako se postara. Janković ima rad melodramo. Spomni se tiste snubitve na magistratu 2011, da pridajo po njega. Ne bi bil tako izjemno frapiran, če bi si za leto svojega slovesa izbral 2027, pazi 2 stvari. Expo 2027 in 20. obletnica županovanja, potem pa še 3. stvar, ki je pa politično modra, pazi, in predsedniške volitve v Srbiji, in še ena politično modra stvar, ki je v Jankovićevih manirah, in sicer odstopi sredi županskega mandata in javno podpre, na primer, jaz ne govorim o konkretnem imenu, ampak svojega podžupana, na primer. A veš, in s tem vpliva tudi na razplet v bodoče in si na nek način išče, daje žegen nekemu svojemu uradnemu nasledniku. Tako da bomo videli. Res je tudi, da pač desnica do zdaj v Ljubljani ni imela resnih možnosti za zmago, je pa res tudi redko kdaj poslala prvoligaše in s časoma se otegnejo stvari, morda tudi spremeniti, odvisno kako bi ljudje besni. In zdaj sva šla glede Jankovića in Mola v konkretno kupčkanje, imamo pa kle še bistveno bolj usodno preigravanje, ki se pa dogaja na državnem parketu pravkar. Ja, in sicer Vladimir Prebilič je nekako kot princeska najavil, pod katerimi pogoji je pripravljen kandidirati na državnozborskih volitvah. Če jih strnem te, bom rekel, princeska pogoji. Če mi nekdo naredi ekipo, če mi nekdo nabere denar in če mi vsi na levi zagotovijo, da me ne bodo napadali, potem se pripravljen po avtocesti spustiti na mandatarsko mesto. Pričemer je Matjaž Han pa že jasno povedal, da avtoceste za Vladimirja Prebiliča v SD-ju ne bodo gradili, kar pa je sploh pojmenljivo, glede na to, da se je ravno SD umenjala kot tista stranka, ki bi... V Sloveniji se tudi na avtocesti zelo veliko čaka, tako da vprašanje, če je to kakšna dobra metafora. Mislim, metafora ni slaba, ampak hoče reči, da je SD se omenjala ravno kot tista stranka, ki bi lahko bila recimo, bom rekel, ta avtocesta v smislu platforma. Prebilič je že v preteklosti bil član SD-ja in tudi špekulacije so bile, recimo, da bi pač lahko potvrli nekega drugega mandatarskega kandidata in na ta način znova recimo posegli po 2-mestnih odstotkih, ki jih mislim, da SD ni videla že od Pahorja, oziroma mogoče so bili nekje blizu 10, morda na 10 v 2018. Se mi je zelo simpatična ta tvoja princeska, je zelo dober izraz, zato mislim, da ga bova še kdaj uporabila. Bi pa sam dodal mogoče malo, kako bi temu rekel, bolj real politik ali pa pragmatično politiko. Glej, določena previdnost, po mojem, pri vstopanju nekih novih akterjev na slovensko politično sceno je, po mojem, do neke mere zdaj, leta 2025, bolj na mestu, kot je kadarkoli bila. Zakaj? Imaš 2 hegemona,
je jasno, o kom govorimo, Golobu in Janši vsak na svojem polu, ki sta v medsebojni interakciji, pa tudi v interakcijah znotraj pola vzpostavila slovensko politiko kot en zelo brutalen, recimo še privatni zverinjak zraven. Ne? Vsak na svojem polu tolčeta po strankah, ki jih nujno v bistvu po eni strani rabta za pač sestaviti to neko koalicijo, ne? Ampak po drugi strani bi pa najraj Golob naredil vse konkretno, niti ne toliko proti Levici kot proti SD-ju, Janša na drugi strani recimo zelo agresivno proti NSI-ju. In tudi obvladoval SLS in tako naprej. Mata vsak svoje, ne? Janša zaradi tega, ker je izjemno dolgo v slovenski politiki, Golob pa, ker prihaja iz takšnih nekih paradržavnih kapitalskih krogov, vsak svoje finančno zaledje. In si je tudi v tem mandatu s to večino uspel pokadrirati in marsikdo od njega odvisen. Seme zasejano še za naprej. Tako, ne? In ima sta medijski stroj. Seveda, en je neprimerljivo močnejši od drugega, o tem ni dvoma, ampak znotraj pola nekako približno enako odrejata dinamiko. To je pa še nekaj res, ne? In sicer mislim, da si prav v prejšnji epizodi ti izpostavil, da na Levici imajo vedno splaniran, bom rekel, nek ta road to election, ali kako si to uporabil izraz. In tukaj je Prebiličeva vloga zelo pomembna, lahko za volivce, teh jaz ocenjujem nekje, tudi kažejo recimo ankete 15 do 20%, ki so pač podprli Roberta Goloba leta 2022 v pač nekem tem antijanšističnem, proticepiteljskem, proti ukrepom, proti covidu in tako naprej, histeriji proti Janši, ki so pa zdaj zelo razočarani in nekako Goloba verjetno niso več pripravljeni voliti. In nekako si mora levi pol zagotoviti, da po kakšnem naključju te volivci ne bi zbezljali ali Hanžetu Logarju, ali pa recimo z razočaranja ostali doma in na ta način omogočili večji procent desnici, ki bi potem pač potencialno se lahko približala, bom rekel, 50%. Glej, in zdaj imaš dva na vsakem polu, ki imata kapital, ki imata neke svoje medije, potem med sabo delujeta tako malo šizofreno, sicer se zelo pogosto kulturno spopadeta na velikem odru, nekako se pa tudi glede minimalnih skupnih imenovalcev skozi malo dilata, usklajujeta, pogajata v ozadju. In zdaj, ko si omenil konkretno Golobovo nevralgično točko na Prebiliča, jaz sem prepričan, da bo definitivno Prebilič, tukaj točka 3, ker je rekel, dajte mi ekipo, dajte mi denar za kampanjo, pa dajte mi mir. Tega miru ne bo. Dočakan bo na nož. Ne? In do neke mere je pa presenetljivo, to pa ja, da tukaj ni bil prvi v vrsti Robert Golob, ampak Matjaž Han, se pravi predsednik SD-ja. Zakaj si že omenil? Ker se SD omenja kot to Prebiličevo potencialno odskočno desko, ki bi bila nekako posojena v bistvu. In zdaj, pazi, je pa še drug, tako, ker se pa bolj po hodnikih govori pa off the record, zakaj je takšna nervoza Hana. Eno je, da seveda stranke, poleg teh javnih anket, ki jih vsi vidimo, naročajo svoje lastne raziskave. In v zadnjem tednu, dveh imaš po mojih informacijah kar veliko paniko v SD-ju, da obstaja tudi scenarij, po katerem prvič v samostojni Sloveniji ne pridejo v parlament. Druga stvar, ki pa po mojem prav osebno Hana bistveno bolj mot od teh preigravanj z odstotki, je pa, da neki kadri, ki znotraj SD-ja sploh niso tako nepomembni, danes še ne bom, ker bi jih v bistvu njih izpostavil, trkajo na vrata Prebiliča in sprašujejo, kako bi našli pot za sodelovanje v tej novi stranki. Ne? Gre za precej vpliv na vidna imena že zdaj v stranki SD. Zdaj, samo še to bom dodal, deloma mi je pa nerazumljivo, deloma pa tudi zgodovinsko nekonsistentno to, kar počne Han, nerazumljivo, zato ker ni skrivnost, da Han ni tako zelo hrepenel po tej funkciji, ki jo zdaj ima, govorimo o predsedniku stranke. Ima karizme za mandatarja. Pa tudi, če to pustimo ob strani, on je v bistvu bil tam, da prepreči sovražni prevzem strani Goloba, ker ta druga izbira Brglez je dejansko bil žegnom Vesne Vuković, Črnčeca in Goloba in tako naprej. Ne? Drugič, zakaj je drža zgodovinsko nekonsistentna? Ja, zadnjih 15 let so v SD-ju spustili hlače pred vsakim novim obrazom, ki ga je levi milje inštaliral, ne? Ampak zdaj bojo pa to prakso prekinili pri Prebiliču, ki je ironično najbolj njihov, se je bil pred leti član SD-ja. In bi lahko to tudi naredil. Je pa še ena stvar, ki ni za zanemariti, in sicer Prebilič je zdaj na udobni plači evropskega poslanca in mora vsaj eno leto biti evropski poslanec, da dobi lahko evropsko penzijo. Ne? Tukaj bom jaz spet malo realpolitik. To se mi zdi do neke mere v redu, smart, pametno, kakor želiš zaradi tega, ker sem prej govoril, iz zverinjaka te hitro kdo tudi vrže ven, iz pljune zgrize, kakorkoli, treba imeti nek plan B, tudi konec koncev za to, da si v tistem času, ki ti je dan, da ga preživiš v vladi, mogoče malo bolj neodvisen ali pa miren glede nekih stvari. Sploh v primeru, da bi bile volitve prej, o čemer bo nekoliko kasneje, ampak če pogledava recimo naprej, zdaj vlada gre
v to predvolilno obdobje, ne, ki se je pač več kot očitno začelo do volitev, zdaj pa je že bolj ali manj jasno, da manj kot leto dni. Do kakršnih koli predčasnih ali pa rednih volitev je zdaj nekje manj kot leto dni. Ne, in Golob, smo ga lahko večkrat slišali, zdaj poskuša prikazati te reforme. Strašne reforme. Ampak te reforme se mu nekako sesipajo kot hišice iz kart, nekaj so že v prejšnji epizodi nekaj zdaj še dodala. Eno Jenga to ploščico so potegnili ta teden ven skupina sindikatov. Zdaj se je zgodil nekaj, česar še nismo videli, da se ta veliki konglomerat, v bistvu tam na Dalmatinovi Zveza svobodnih sindikatov, dobesedno po polovici razklala okrog pokojninske reforme, ki je bila še prejšnji teden tako zelo mirno, se je zdelo, odpikana iz dnevnega reda. Luka Mesec se je hvalil, kako ni treba, da je vedno protest, ampak sindikati so pa kar ostri, nekateri. Je ta pokojninska reforma dejansko izredno slaba in škodljiva tako za delavce kot upokojence. Iz 24 najboljših let na 35 let pomeni dejansko nižjo osnovo za izračun pokojnine. Dvomim, da bo pokojninska osnova oziroma da bodo penzije višje. Jaz sem prepričan, da bodo nižje. Definitivno bodo pokojnine zaradi tega nižje. Jaz sem občutek, da nekateri med nami, torej, ki so v zvezi, so transmisija oblasti na nek način. In v povezavi delajo neke usluge za to, da se pač zadeva sprejme. Po mojem mnenju bo potem proti koncu tudi javne razprave in potem v samem sprejemanju v parlamentu pravzaprav prišlo morda tudi do veliko večjih razhajanj, kot pa si danes udeleženci, partnerji pravzaprav prizadevajo. Mislim, da so sindikati počasi pogruntali blef, se pravi pokojninska reforma, če začneva s to, da se pravi aktualni upokojenci dobijo bombonček 150 evrov. Gledajo safari. 150 evrov božičnice, Ostale se pa nategne s tem, da se uradno dvigne odmerni odstotek, hkrati pa še podaljša obdobje, tako da bo v resnici odmera pokojnine nižja, ampak bodo rekli, mi smo za razliko od Janše dvignili odmerni odstotek. In počasi zdaj sindikati, ki pa mimogrede zastopajo delavce, so počasi nekateri med njimi začeli pogruntati, da so vrhi central pravzaprav igrali vlogo nekih postreščkov vlade in da pravzaprav držijo štango vladi pri teh PR reformicah, medtem ko so zdaj njihovi, tisti, ki jih oni zastopajo, pravzaprav na slabšem, ker se bodo slabše upokojevali, ravno zaradi te reformice, ki je pač Golob je pripravil. Glej, sploh ta izjava o posameznih najbolj vidnih sindikalnih obrazih, kot mislim, da je bilo rečeno, transmisiji ali pa, če hočeš, podaljšani roki oblasti, je v bistvu meni znotraj prakse dolgoletne Zveze svobodnih sindikatov monumentalna. To je nekaj čisto novega, saj tako na javen način sigurno, in še neizrečenega. Glej, in ni jih malo. Gledal sem ta prispevek, mislim, da je bil na Pop TV-ju, točne številke, 22 sindikatov se tam združuje, 12 mislim, da jih je izrecno proti. Mislim, da jih je 10 proti, pa 12 za, ampak tam nekje pa na dva, pol ki se še odločata o tem, nekaj takega. Mislim, da jih je 12 skeptičnih od 22. In sporočajo, tudi to je pomembno, take stvari ponavadi nismo nekako javno slišali, da je bil ta podpis, ki je bil sicer s ponedeljka na sredo pol predstavljen, kljub vsemu izsiljen s časovnim pritiskom. To je prvič zelo tako jasno rečeno. In drugo, da se navežem še na ekonomista Kovača, rekel je, da ko bo enkrat stvar res prišla v zadnje potrjevanje v državnem zboru, bojo stvari malo bolj nepredvidljive, kot se je prejšnji teden zdel. Ja, ta sindikalni boj se bo toliko bolj selil v boj v parlamentarnih klopeh. Zakaj? Zaradi tega, ker smo v zadnjem letu pred volitvami, ker bosta SD in Levica in tudi Svoboda čutili pritisk teh 160-170 tisoč javnih uslužbencev in še koga, na tilniku. Ja, da dodam še, mislim, da se počasi tudi izteka predsednici Lidiji Jerkič mandat, tako da zna biti tam tudi mesarsko klanje, ampak poleg tega, da se bližajo volitve, se še bolj bliža, v bistvu danes vstopamo v začetek referendumske kampanje, zdaj vemo, 11. maja bo referendum, ki je tudi povezan s pokojninami, in sicer za umetniške pokojnine, in tukaj pa mislim, da bo tudi dodaten, ta pritisk na vlado ravno pri teh pokojninah, ki so pa simbolične, res, da jih ni tako veliko, mislim, da je Andrej Hojvik izračunal nekje med 1 milijon in 2,5 milijona. Mislim, da je dober milijon, ja. Pa da ni čisto jasno zdaj, kdo dejansko bo to prejemnik in kdo ne. Ampak je pa simbolično, je pa simbolično sploh, ker pač so tukaj res, bom rekel, te umetniške bizarnosti, kot je dojenje psov in recimo rezanje slovenske zastave, pri čemer Golob govori, kako je kultura pomembna in kako temu dajo veljavo, ampak kakšna kultura, je pač to
dojenje psa, no, mislim pač, ki je recimo seveda, ta dojilja tudi kandidatka za dobiti to dodatek pokojnini. Glej, sem se mal tukaj, skušal sem se nekako ne skozi prizmo dnevne politike v bistvu ukvarjati z vprašanjem, kaj točno se lahko 11. maja zgodi na referendumu, ampak izključno z plati zgodovine pa številk in sem bil velik na spletni strani Državne volilne komisije. Glej, zdaj tako. Pogled v zgodovino kaže, da je bila desna sredina kljub temu, da je takrat zmagal Zoran Janković v finišu kampanje najmočnejša leta 2011 z okoli 530.000 volivci. Če greva takoj na primerjavo z zadnjimi volitvami, na zadnje volitve 2022 je pripeljala 420.000 ljudi. Sam da za začetek metodologijo nastavim, tukaj noter je SDS, tukaj noter je NSI, je SLS, je SNS, tudi takrat, ko izpade iz parlamenta, sem štel te glasove zraven in še kaj sem štel zraven. Tako da sem šel na to maksimalno številko desnega pola. Se pravi 420.000 ljudi na zadnjih volitvah. Zdaj pa pazi. Analiza gibanja glasov od leta 2000, ker od tam naprej sem gledal, se desna sredina vedno okrepi, ko ni na oblasti, se to na nek način že vemo, za okoli 50 do 60.000 glasov boljšim gre po mandatu, ki ga ima leva vlada. Se pravi, iz tega bi lahko sklepala, recimo, da se zgodovina ponavlja, da trenutni zgornji domet desne sredine tam nekje 470-480.000 volivcev, če se komu zdi premalo, bom vendarle umestil v kontekst, bi bil to tretji najboljši rezultat desne sredine po letu 2000, tako da to nisem neke zelo konzervativne ocene dal. In zdaj za referendum, ki je pred nami, je treba mobilizirati dobrih 70% tega, se pravi, če govorimo samo o desni sredini, ali na drugi strani med temo, ki nagovarja širše, se pravi sredinske in celo levo-sredinske volivce. In tukaj imam pa zdaj pomislek, da je izbor teme prevozek. Kot si rekel, v denarju gre za dober milijon, pa pejmo tudi na 2 zaradi mene, in za nekih manj kot 100, mislim, da zdaj upravičencev. Tako da ne vem, če je to tako močna tema, da se bo, 70% od tega zgornjega dosega desne sredine odzval na to. Mislim, da je vprašanje, ali bo ta referendum dejansko dojet tudi kot upor proti vladi in koliko dejansko ljudi na levi bi želelo glas dati tudi kot upor proti levi. V tem primeru mislim, da bi lahko dosegli kvorum, ampak bo to izjemno težka kampanja. Pri čemer še tvegana. Pa še ena stvar je tukaj, in sicer recimo, če potegnemo usporednico z referendumom o vodah, ki je bil recimo v zadnjem letu Janševe vlade, ki je potem mobiliziral tudi, bom rekel, del volilnega telesa proti Janši in pomagal Golobu doseči tako zmago, kot jo je. Tukaj zaenkrat še nekoliko manjka na desni strani neka ta, bom rekel, civilna družba, ki pa se je ravno ta teden, mislim, začela ustanavljati prek Zale Klopčič, nekdanje podpredsednice podmladka Slovenske demokratske stranke, ki je ustanovila organizacijo Nova smer, mislim, da in zdaj že išče svoje podpornike za to, bom rekel, nevladniško delovanje. Jaz mislim, da tukaj recimo bi lahko potegnili neko sporednico, da želijo morda kontrirati Niki Kovač in biti neka kar je spet tukaj malo ponesrečeno, dejansko si mora enkrat desna sredina pri nas graditi ta odgovor oziroma to neko civilno družbo, ki jo ima leva, kar jo hočeš. Jaz mislim, da je že dolg časa zamuja s tem. Absolutno, ampak spet pa je trenutek najbolj posrečen, da to izveni na nek način spet kot ustanavljanje v luči enega bližnjega referenduma, mogoče ne. Mislim, da to sicer ni v luči prav tega referenduma nastalo, ampak bo verjetno da bo igralo vlogo tudi na parlamentarnih volitvah. Rekel bi sem tako, z vidika desne sredine, tvegana igra. Zakaj? Po eni strani seveda terenski test, lakmusov papir in tako naprej, ampak dvorezen meč. Aktualna vlada, Robert Golob osebno, mislim tukaj, pa še kdo, kakršenkoli izid, ki ne bo prav direkten padec tega zakona in teh pokojnin, bo takoj razglasil, ker to zdaj zna, to so ugotovila, da zelo spretno zna, kot svojo direktno zmago. In tukaj bi leva sredina lahko dobila nek celo nov zagonski moment, ki se mi zdi, da ga pa itak ne rabi, ker oni letijo na teh reformah, ki jih bova še kakšno omenila. Zdaj pot od tega, kar prav Janša, da bo to glasovanje referendum o Golobovi vladi do tega, da bo to glasovanje, ki bi lahko pokazalo, da so možnosti za desno sredinsko vlado omejene, je pa kratka. Ja, ob tem pa bi bilo za dodati še nekaj, kar pa lahko utegne, bom rekel, tudi biti voda na mlin referendumu. In sicer ta teden sem zasledil, da je Ministrstvo za kulturo, torej isto ministrstvo, ki je pripravilo zakon o teh umetniških pokojninah, pripravilo tudi
razpis za projekte pripadnikov nekdanjih SFRJ republik v višini 200,000 evrov. Skratka, 200,000 evrov bomo državljani, davkoplačevalci dali za, citiram, za projekte, ki zasledujejo pravice pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v kulturi ter skrbi za ohranjanje, razvoj in promocijo narodnostnih identitet, kultur, jezikov in pisav pripadnikov narodov nekdanje skupne države. Jaz se sprašujem, zakaj oziroma kaj je tukaj naloga slovenske države, da to financira. Jaz mislim, jaz nimam nič proti. Jaz sem takoj za, ne imajo Srbi društva, Črnogorci, Makedonci, vsi ne imajo svoje društva, ne organizirajo svoje dogodke, ne se družijo, ne ohranjajo svojo kulturo, dokler se tudi približno integrirajo. Ne pravim, da se morajo asimilirati, ampak da se integrirajo v slovensko kulturo, mnogi se. Ne, ampak jaz se sprašujem, zakaj bi mogla slovenska država tukaj financirati, oziroma se pravi, da če spet zapis ministrstva. Moraš se samo še vprašati, če ni nakazilo tega slučajno novembra. Zakaj to govorim, ti bom par minut kasneje razložil. Skratka, namen je pa podpora kulturnemu ustvarjanju različnih narodnih skupnosti v Sloveniji, ki prispeva k medkulturnemu dialogu, krepi družbeno povezanost, omogoča aktivno vključevanje pripadnikov narodnostnih skupnosti v kulturno in javno življenje, obenem pa spodbuja medsebojno razumevanje in spoštovanje ter ohranjanje kulturne raznolikosti. Jaz mislim, da tega pravzaprav ni treba z državnim denarjem. Jaz sem prepričan, da je to v veliki meri namenjeno tudi segmentiranju volivcev na levi sredini, kar res leva sredina zna tudi kapitalsko oziroma s temi bombončki nagrajevati različne skupine, ki na koncu na volilno nedeljo odigrajo vlogo. Če bo to novembra, zakaj novembra? No, zdaj pa greva, zakaj bi lahko bilo novembra. Prvo, kar bom vsem rekel, jaz sem še vedno velik pristaš teorije, da bomo mi šli tudi zaradi, ali pa predvsem zaradi karakterja predsednika vlade na redne volitve. Ker mislim, da po vsem, kar je rekel, kar tudi počne zdaj, nekako ni videti te točke, ko bo sam odstopil. Več ali manj je pa to edina točka za volitve. Edino možnost, ki jo vidim, je v bistvu zaradi početja teh novih, konkretno Vladimirja Prebiliča, da bi skrajšal čas za tiste 3 točke, predvsem za 2, če smo realni, se pravi za ekipo in za nabiranje denarja, bi lahko naredil to in sprožil te volitve. Zdaj pa vidim eden in edini termin novembra in to v drugi polovici novembra bom zelo natančno preciziral, zakaj. Pot bo šla pa preko krega znotraj vlade, ali pa bi lahko šla okrog obrambnih izdatkov, kar se je že ta teden na odboru za obrambo izjemno lepo pokazalo. Rusija se pripravlja na to, da bo v naslednjem letu imela bistveno več svojih vojakov, preko 2 milijona. Je v vojni ekonomiji, zelo intenzivno polni svoje skladišča, izgrajuje dodatne oborožitvene sisteme in dela zaloge artificij. Meni ne deluje to mirovniško. Vsi smo za mir, nismo pa vsi mirovniki. Kaj bi bilo, če bi se zavezniki odrekli oboroženemu uporu zoper Hitlerja? Kaj bi bilo, če bili partizani mirovniki? Govoriti o tem, da kaj bi bilo, če bi partizani bili mirovniki, je pa tako res najbolj, po moje, podlo in demagoško. In je stališče, ki govori o tem, da je prav pumpati vojno retoriko. Zakaj niste recimo začeli zbirati podpise za referendum? Vi ste lepo nežno sklicali tole sejico danes, tako da boste malo migali, pa boste rekli, da ste nekaj naredili. Dvojni vatli, bom rekel. Za 780 milijonov referendum, zbiranje 40,000 podpisov, za 1,5 milijarde pa seja odbora. Kaj se je spremenilo? Ja, stolčki, privilegiji in službice za kader levice. In čist nič drugega. Pridni ste, dobite piškotek. Sedi 5, oziroma sedi piškotek. Zdaj, po eni strani poteza levice, da so oni umaknili zahtevo po posvetovalnem referendumu, kaže na to, kar je izpostavil poslance NSI Reberšek. Se pravi, interesno lepilo imamo in to so te službe, plače, vizitke in podobno in je zaenkrat dovolj močno, da se vsi izogibajo neki nepotrebni vladni krizi, pa čeprav gre v primeru levice za definitivno eno ključnih točk njihovega programa, se pravi nasprotovanje NATO, oboroževanje in tako naprej. Pa če lahko se sam navežem na Vatovca, v smislu to, kar je rekel, da je to demagogija, on izvaja demagogijo, ker resnici partizani, če bi se ravnali po logiki levice, pač ne bi šli v gozdove in se streljali. On pa ne bi sedel v slovenskem parlamentu. Ampak po drugi strani, glej, se je pa v tem duelu, ki je bil Vojko Volk, kabinet predsednika vlade, pa levica vendarle pokazali, da tukaj
Potencial za tleči konflikt, odvisno kaj se bo junija zgodilo na tistem vrhu NATO, potem obstaja v drugo polovico leta. Ne? In zdaj o čem konkretno, ker sva prej o edini možnosti za predčasne volitve govorim, če bo ocena Golobov, njegovih strategov, omenjala sva že kakšne epizode nazaj, med drugim odvetnika Zdolška, Damirja Črnčeca, Vesne Vuković in podobno, da se splača na predčasne volitve, potem bo po moji oceni, tudi takšne informacije imam iz parlamenta, vezal zaupnico na oktobrsko potrjevanje proračuna. To, da ne bo dileme, oktobra je vedno proračun, ne? V katerem bi namerno nekoliko predimenzioniral obseg teh izdatkov za obrambo, ali pa ne, ker je zdaj zelo levica skočila na ta termin dvojne rabe, tik pred zdajci v večji meri odstopil od tega koncepta z argumentom, da pač Evropska komisija in NATO od nas zahtevata bolj direktna vlaganja v nakup orožja, kar je konec koncev res. Ne? Ja. In zdaj pazi, zakaj vidim edino drugo polovico novembra? V prvi polovici imaš izplačano uskladitev plač po novi plačni reformi v javnem sektorju in potem imaš do 10. novembra še upokojensko božičnico. Ne? In zdaj decembru, zakaj ne decembra? Ker se bojo pač zaradi špekulacije znižal udeležbo zaradi praznikov v decembru preprosto izognili, ali pa bi se mu bilo pametno izogniti. Ne? In zdaj, glej, ukolikor do tega ne pride, je pač, mislim, da 15. marc 2026 čist realen datum volitev. Pa ena zanimiva stvar, ki mi je padla v oko, raziskava Utrip družbe, pravi, ne, to je do neke mere nova informacija, da je 2/3 ljudi, kljub vsemu, kar gledamo, še vedno za redne volitve in 1/3 za predčasne. Zdaj, mogoče še to, ne? Neke ankete napovedujejo blazne strankarske premike, se pravi, da je SDS bistveno odskočil od Svobode in tako naprej, ali pa da, ne vem, NSI-ja ni več v parlamentu. Ne? Ta anketa, naprimer, Utrip družbe ne kaže tega. Kaže, da se samo nadaljujejo trendi iz preteklega meseca, da sta SDS in Svoboda še vedno neverjetno skupaj, glede na vse, kar počne vladajoča stranka, in da je tudi sicer zasedba, kar se Anžeta Logarja tiče, NSI-ja bolj ali manj taka, kot se je nakazovala prej. Za volitve so pa ključne tle še ostale reforme, ki jih Golob vehementno napoveduje in potem neke manjše ali pa predstavlja karkoli že, pač spremembe kot te reforme, med drugim recimo zdravstvena, ki je dobila ravno ta teden včeraj oziroma v sredo, mislim, da veto državnega sveta, ne, ki je, se mi zdi, zelo uničujoč, ne, če pogledamo par izsekov, kaj je zapisal državni svet, ko so izglasovali veto. Novela ne bo vodila do boljšega dostopa do zdravstvenih storitev, uvaja obsežne spremembe in omejitve v kompleksen sistem, ne predvideva posledic zmanjšanja števila obravnav pri koncesionarjih, je ustavno sporna, lahko povzroči večjo škodo za sistemu in bolnikom, se sklicuje na zakonodajno-pravno službo, ki opozarja, da tudi so stvari v redu, in posega v ustavne pravice, svoboščine glede enakosti pred zakonom, zasebne lastnine, svobode dela in gospodarske pobude. Skratka, nanizali so serijo, ne, in praktično vse, kar gre. In če smo lahko še bolj konkretni, smo ravno ta teden imeli primer iz Izole, ne, kjer smo lahko videli, kako na nitki stoji naš sistem, ko je prišlo do zdravniške napake, ko so 16-letni športnici operirali napačno koleno. Ne. Potem smo pa izvedeli, da je del te ekipe, ki je operiral koleno, istočasno tudi sodeloval pri neki drugi operaciji v sosednji operacijski dvorani, kjer so reševali življenje 2 pacientov. Mi je zanimivo, kako popolnoma nič ta zgodba iz Izole ni dobila politične konotacije. Nihče ni pomislil, se smo mi pred parimi dnevi neko reformo sprejeli, ki bo odgnala še tok in tok zdravnikov v zasebni sektor. Tako da, tukaj me pa recimo je izrazito stil slovenskih mainstream medijev zmotil. Glede veta, prepričan sem, da tako kot vsi veti do zdaj, bo tudi ta gladko preglasovan. Treba je poštevati, da 50 glasov je dobila že v prvem branju, oziroma prvem glasovanju in 46 tako mora zdaj še enkrat. Pamet je redka dobrina, tukaj je pa, razrednih sovražnikov pa kar jih hočeš. Najprej inštitucija kot taka, državni svet, to je Golob že v tem mandatu pokazal, njegov razredni sovražnik, hotel jim je posežt direktno v finančno neodvisnost, ne? In seveda je razredni sovražnik tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič osebno, ker velja za bolj ideološko pragmatičnega, neobremenjenega, uspešen podjetnik, to je pa še en razlog, da si ideološki sovražnik te vlade. Ne? Zdaj, druga stvar, glede prav konkretno primera v Izoli, v bistvu nimam kaj dodati, to kaže, kje smo, kako na tanki meji obstoja stoji ta naš zdravstveni sistem in je v bistvu nepovratno na tem, da se vsak čas pretrga. Je pa izjemno dobra metafora za poteze aktualne vlade na področju zdravstva. Zakaj? Tudi vlada operira napačno koleno ali
pa če hočeš drugače. Že v osnovi je postavila slovenskemu zdravstvu napačno diagnozo. Mogla bi se ukvarjati recimo s sindromom lepljivih rok pri dobaviteljih. Ne? In centraliziranega naročanja v ZZS-ju. Odločila se je pa amputirati to nogo, na kateri zdravstvo stoji, in to so zdravniki. Ne? Ja, samo da ta najstnica, mislim, da je dobila neko manj invazivno, medtem ko bi ga lop kar amputiral. Mislim, sicer katastrofa. 16 let najstnica, ki se ukvarja s športom, tako da zgodba je grozna. Je hud problem. Ampak, če ravno tukaj zdaj spet zdravniška napaka, ampak zakaj je do te zdravniške napake prišlo in pravzaprav je čudež, da do teh zdravniških napak v takih situacijah, ki to se dogaja dnevno, mislim, da ne prihaja večkrat. Tokrat se je pač zgodila napaka, ko bi se lahko velikrat, pa na srečo se ponavadi ne. Zakaj je še posebej, itak je tradicionalna vrednota v Sloveniji zdravje, še posebej pa zaradi tega, ker si ne želite iti v čakalnico, pa očitno tudi na poseg. Ja, če le ni nujno. Če pogledaš ostale reforme oziroma reformice, zdaj počasi izbruha težave s plačno, kjer tudi ugotavljajo, da ni vse tako rožnato, kot je Golob slikal, zato morajo počakati do novembra, da pride druga uskladitev. Odlično se mi zdi, ker tukaj je pa ta, ker govoriš, civilna družba v bistvu kar sama od sebe se oblikovala konkretno okrog plačne reforme. Tam imaš vodjo kuhinje, mislim, da v Kočevskem domu starostnikov, ki je zdaj neko brez v bistvu nasprotovanja tej reformi, in poglejva, kaj je rekla. Pri prejšnjem plačnem sistemu je zaposleni dobil nižjo plačo od minimalne in je dodajala razliko država. Sedaj je ta država izenačila plačo z minimalno in dobiva v bistvu enak znesek. Pozna se sicer pri pokojninski osnovi, vendar delavec v tem trenutku ne čuti te spremembe. Šivilja 14 let delovne dobe, dela od ponedeljka do petka, na račun je dobila z malce vred 1038 evrov. Gospa, ki dela 21 let pri nas, z vsemi temi dodatki 1019 evrov. In to je manj kot prej. Tako, to je manj kot prej. Se mi zdi, da je ravno skupina J, ki je najnižje plačana, bila nekako spregledana. Tako se vidijo oni sami. Trditi, da so dobili nižjo plačo, je laž. Ne vi lažete. Da ne bo kakšne pomote. Ljudje ne lažejo. Glej, zdaj, 4 reforme te vlade, plačna, pokojninska, zdravstvena, stanovanjska, in pejmo po vrsti. Plačna edina, ki učinkuje v tem mandatu, in kot vidimo, so nekateri najslabše plačani kadri v javnem sektorju že videli, da ni namenjena sploh njim, ampak funkcionarjem, županom in tako naprej, direktorjem direktoratov. Zdravstvena bo realne učinke pokazala verjetno naslednje leto, ko bojo zdravniki pred to dilemo, naj ostanem ali grem zasebno javno. Bo pa fancy zdaj kao ločevanje. Ja. Nepredvidljivo je, kaj se bo zgodilo s tem odlivom. Pokojninska bo, ko prime, to pa je kar še neki vode pod Savskim mostom, znižala pokojnine in podaljšala, kot so ugotovili sami, delovno dobo. Ampak ne zdajšnjim upokojencem, ki so močna volilna baza, ampak manjši generaciji zdajšnjih delavcev. S tistimi zdajšnjimi telovadi, Robert Golob, v jutranjih urah. Stanovanjska bo imela pa prve realne učinke, pa še to, če se uresničijo čisto vse možne napovedi, šele leta 2030. Ja, potem je pa tukaj še davčna, ki je več kot očitno ne bo. Reforma medijev, kjer si podrejajo, pravzaprav zdaj se spet v zadnjem trenutku spremenili, bom rekel, da so spet predstavili neke pristojnosti na AVK, ki ga imenuje parlament, in potem napovedujejo pa še šolsko. Pri čemer bi lahko rekla, da napovedujejo šolsko reformo, pri čemer ne znajo urediti niti, bom rekel, take osnovne stvari, kot je nasilje v osnovnih šolah. Zame najbolj škandalozna izjava, ki jo bova ta teden v tej epizodi zavrtela, je ta od ministra Logaja. Dajmo to pogledati, gre pa za vprašanje, kako naj se učitelji lotijo problematičnih otrok. Sam mislim, da se je potrebno usposobiti v šolskem prostoru tudi za prepoznavanje določenih odklonskih dejanj, določenih stisk, drugačnih ravnanj otrok, kot so običajna, in počutja. Kako? Konkretno na spletni strani zavoda, tam so celo na YouTubu je več kot 30 kratkih posnetkov, kako in na kakšen način ravnati, prepoznavati. Če vas prav razumem, torej učiteljem, ravnateljem sporočate, naj gredo na YouTube in si pogledajo nekatere svetovalne posnetke. To je ena od oblik.
Lej, se je zelo smešno dejansko je, ampak v bistvu ni. Ne? Zakaj? Ker je šolski sistem naslednji v tej državi po zdravstvenem, ki je tik pred tem, da se sesede pred številnimi težkimi izzivi, že itak vzgojnimi tega časa, v katerem živimo, in za začetek že problem tega izjemnega pomankanja kadrov, ki je mogoče še hujši kot v zdravstvu zdaj. Tole, kar smo gledali. Položaj šolskega ministra zaseda nekdo, ki itak najprej zelo težko odpira usta in sproducira en stavek znotraj, 10-20 sekund. Svojo pojavnostjo v bistvu ne kaže niti energije, kaj šele neke želje. So ga potegnili iz penziona. Točno to, ja. Dejansko so ga. Ja. In nobene ambicije po prenovi in po neki krepitvi tega sistema, ki ga on v bistvu vodi. In zdaj ta izjava, ne grejo učitelji na YouTube in tam pogledajo 30 kratkih klipov o prepoznavanju simptomov problemov pri otrocih, je samo ena kaplja čez rob, zaradi katere bi moral premier Golob odsloviti tega ministra Logaja takoj. Sploh pa pazi glede na okoliščine. Smo v času, ko je Slovenija pod vtisom tragedije v Beogradu, ko smo imeli dramatične dogodke na eni od osnovnih šol v Ptuju, s precejšno pretresenostjo smo gledali te posnetke in ravno kar v Sloveniji tudi zelo odmeva britanska, odlična, jaz sem jo pogledal, 4-delna serija adolescenca, v kateri je med drugim zelo jasno izpostavljeno, seveda tudi težave doma z vzgojo, ampak tudi to, kako se je šola kot ta korektiv popolnoma odpovedala vzgojni funkciji in ima samo še izobraževalno v bistvu. Ne? Ja, in če dodam še to, če smo pa že pri reformi, pa mislim, da so nakazali, v katero smer bi reforma lahko šla, s zakonom o vrtcih, ki pravzaprav lahko rečemo napoved, kaj bi šlo v primeru šol. Skratka, pravzaprav tukaj je napad znova na razredne sovražnike, zasebne šole oziroma zasebne vrtce. V tem primeru, če pojasnim še eno zanimivost, sicer pravijo, da za obstoječih 5% zasebnih vrtcev, trenutno imamo 5% vrtcev, ki so zasebni, in pravijo, da za obstoječe se nič ne spreminja, ampak pazi to določbo. Skratka, obstoječi vrtci bodo lahko imeli enako oddelkov in enako otrok, kot jih imajo zdaj. Ampak seveda po občinah, ker so pogodbe z občinami, torej enake pogodbe lahko ostanejo. Po domače povedano, če imaš ti zasebni vrtec v Ljubljani, recimo za 100 otroki, od katerih jih je 50 pa 60 iz Ljubljane, pa 10 iz Domžal, to pomeni, da ti lahko v naslednjem letu znova vpišeš točno 60 iz Ljubljane in točno 10 iz Domžal. Ja. In če ima ta iz Domžal mlajšega brata ali sestro, ga ne moreš vpisati kot 11. In potem, ko bosta dva iz recimo Domžal šla naprej v šolo, če ti iz Kamnika ne moreš vpisati mnogo otroka, kjer imaš za Domžale tisto kvoto, ki si jo imel, in ta kvota bo na dan, ko bi zakon stopil v veljavo. To so takšne bizarnosti, tako da če si imel zdaj enega otroka iz nekje, ki je prijavljen v Murski Soboti, moraš naslednjič dobiti otroka iz Murske Sobote spet zato, da ti je hotel vrtec v Ljubljano. Recimo. Ja, res se zdi, ko naštevava te vsebinske rešitve, te reforme, reformice in podobno, da je vse iz tira, in tam je potem še nek drugi tir, ki pa nekako stoji, ni še čisto dokončan, ne ve se, kdaj bo, pa vemo pa, da bo verjetno dražji, kot so nam povedali. Ta teden je predstavil civilni nadzor, drugega tira je predstavil, potem se je odzval tudi 2TDK, mogoče povejmo par detajlov, opozarja Svet za civilni nadzor na astronomsko preplačilo investicijskega programa, kjer se potem 2TDK zgovarja, češ da je to neka širša stvar, potem opozarjajo na 350 milijonski aneks, za katerega sicer 2TDK zagotavlja, da bo zavrnjen, oziroma da je bil. Opozarjajo, da projekt zamuja, pri čemer 2TDK pravi, da ne. Oziroma Bratuškova pravi, da ji 2TDK ni nič povedal. Potem pomemben del proge, kot opozarjajo, uporablja zastarel tip za napajanje, in da pravzaprav do dokumentacije skoraj da ne morejo priti, kar bo pač tudi še mnoge podržitve. In slišal sem tudi še, da ne bi kar zasipavali določene kraške jame, kar je pa, mislim, ki so jih odkrili, recimo s kopanjem predorov, kar pa zna biti, ko bo visoka voda, recimo resen problem. To me malo na Novi Sad nad Strešek in na Vučiča spomne spet. Dajmo pogledati teh par izjav. Projekt se nikoli ne konča takrat, ko gradbinc gre z gradbišča. In tudi v tem primeru bo gradbinc zelo težko šel z gradbišča pred letom 2027. Rok za dokončanje gradbenih del je marec 2026. Enkrat me z podjetja 2TDK niso obvestili, da bi to bilo kakorkoli ogroženo. Imamo problematiko na stroškovnem delu, veliki zahtevki, po našem prepričanju neupravičeni, neutemeljeni, do neke mere celo nesramni. Imamo težave z nam neznanimi vsebinami, več 100 milijonskih zahtevkov.
kakorkoli slišani ali ne, dobro se mi zdi, da ta svet imamo, že zato, da bomo lahko, če bodo volitve redne, ker sem omenil 15. marca, ravno takrat marca naslednje leto, ko je bila obljuba, da bo projekt končan, videli, kaj s tem je. Da, še en dodaten razlog, zakaj bi lahko volitve bile novembra. Ja. In kaj se bodo takrat seveda zgodili tudi s temi astronomskimi zahtevki, apetiti po aneksih, bom rekel pa tako, ne. Problem teh visokih izven pogodbenih skokov cen pri takih projektih se mi ne zdi, se mi tudi zdi, ampak ne v takšni meri na izvajalcih. Oni so tam z dvema misijama. Eno je, da solidno, korektno izvedajo projekt, drugo je, da pazijo na svoj poslovni model, ne. Drugo problem so institucije, ki jih ima za to ta država in jih žal v glavnem kadruje pač vsakokratna vladajoča politika in bomo videli tukaj, kako bojo opravili svojo nalogo, konkretno 2 TDK, pa potem kot zadnja varovalka še zimzelena ministrica Bratušek, ne, se mi pa zdi, to pa lahko mislim, da iz številnih primerov ugotoviva, da aktualna vlada teh institucij ravno ne krepi. Ja, na kar opozarja pa tudi misija Evropskega parlamenta, sicer sestavljena zgolj iz poslancev Evropske ljudske stranke, ki se je ta teden mudila v Sloveniji na misiji ugotavljanja dejstev, kjer spet bom par citatov, ne. Po več srečanjih s predstavniki civilne družbe so zaskrbljeni, opozarjajo, da je imel parlament v tem sklicu 100 nujnih sej in zakoni po nujnem postopku, čeprav ima absolutno večino, ne, da se Urška Klakočar Zupančič z njimi sploh ni želela sestati, podobno ne notranji minister Poklukar, ne, opozarjajo na znižanje proračuna Računskega sodišča, na to, da Ustavno sodišče še ni razsodilo v primeru RTV Slovenija in tako dalje. Ne. Skratka, mislim, da tukaj za dodatnih besed ni za zgubljati, bi rekel samo to, ne, Golob je prišel na oblast z obljubo, češ bomo odpravili domnevni totalitarizem, ne, zaplinjanje, ne vem kakšne, še zdaj poslušamo o teh besedah, povrnili demokracijo, ne, svoboda je znova zavladala, ne, mislim, da iz Evrope pa prihajajo torej tudi zdaj že vedno bolj jasni te signali. Lej, tukaj bi 2-3 stvari rekel. Eno, se strinjam, da so bili te monitoringi, ki jih je Janševa vlada doživljala, pa Libe pod Sofi Intveld, pa Vera Jourova in tako naprej, absolutno zlorabljene za predvolilno kampanjo v Sloveniji. Je pa dejstvo, to pa je ena razlika, da je takrat slovenski opoziciji zaradi povezav v Bruslju uspel nabrati živobarvno, recimo temu uradno zasedbo Libeja, da je prišla v Slovenijo, medtem ko imamo tokrat pač enobarvno strankarsko strani največje skupine politične družine v Bruslju, EPP. Zdaj pa še ena stvar, ki je malo tako, ne, večji problem kot to, da UKZ pa Boštjan Poklukar nista prišla na pogovor, se mi zdi za verodostojnost, da jim ni uspel dobiti Tatjane Bobnar in Boštjana Lindava kot 2 nekdanjih šefov policije, ki sicer izjemno veliko opozarjata ali pa sta opozarjala na prakse te vlade. In se mi zdi, mimogrede, ne, najna informacija, da vlada ne bo šla v ovadbo, niti v druge postopke proti njima, se je pa izkazala za točno, pa še edina sva bila, ki sva poročala dejansko o tem. Zdaj pa tako, kar se tiče sodelovanja vlade s podobnimi misijami, SDS ni sodelovala v prejšnjem mandatu, kaj dosti. Druga stvar, ki pa jo moram reči, stvari, ki si jih pa vsebinsko naštel, seveda so prave, ne? In mislim, da že zaradi omenjenih okoliščin, to pa je, da ni bil zasedba sogovornikov taka optimalna in da ni bilo pač še raznih drugih političnih skupin zraven, pa na koncu ne pri nas, pa ne v Bruslju ne bo imel tolikšnega velikega. Pa še Romana Tomc in Matej Tonin sta se nista na liniji. Tega je rej, ko smo že pri pičanju, ne moramo mimo trampovanja. Ne, čeprav so dolga bova poskusila to na kratko. Ja, tam pa tudi olimpijske igre, vsak teden nova ideja, pa nov šok. Tukaj mislim, da smo imeli ta teden pa en zelo zanimiv lok, ne, skratka, napoved carin, no, že prejšnji teden, potem pogajanja oziroma klici iz tujine, da ne se kaj dogovori in potem v sredo, mislim, da najava 90-dnevni moratorij na vse carine razen za Kitajsko. Torej, Golob bi rekel, smo se samo hecali. Ne. Kitajska je dobila, mislim, zdaj 125% carine, vsi ostali 10% in se zdaj 90 dni cel svet lahko dogovarja. Jaz bi rekel 2 možnosti. Ali tukaj Trump res še hujši kot Golob, v smislu danes se spomnim eno, jutri se spomnim drugo, ali pa je dejansko šlo za strategijo, ne, pravzaprav vse partnerje spraviti k pogajanjem, vse partnerje prisiliti v pogovarjanje s Trumpom, s tem, ko so se ustrašili teh visokih carin, da bo Amerika na ta način izpogajala neke boljše pogoje in hkrati pa udarila dejanskega svojega največjega rivala, Kitajsko, ne, ki je pač v tem svetovnem pogledu recimo pač izziva ameriško dominacijo na svetovnem gospodarskem pač polju, ne, oziroma skuša Kitajska nekako to prvo mesto Ameriki izmakniti in ga vzeti zase in v tem kontekstu pač so zdaj
ostale carine samo Kitajski, ne, in da bi se Amerika recimo dejansko v primeru spopada s Kitajsko lažje odcepla od odvisnosti, ki jo pač je trenutno imela od Kitajske. Mislim, da vsega pomalem od tega, kar si naštevajo v teh noter, bi pa te poteze zadnjih dni absolutno ocenil kot najbolj skrajne do zdaj v tem drugem Trumpovem mandatu, čeprav niso toliko na polju človekovih pravic, ampak so bolj na tem kapitalsko interesnem. Poglejva pa še s kakšno izjemno retoriko je bilo zalito to početje v bistvu. Would you be open to a pause in tariffs to allow for negotiations? Well, we're not looking at that. We have many countries that are coming to negotiate deals with us, and they're going to be fair deals, and in certain cases they're going to be paying substantial tariffs. It is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation. Have offered 0 for 0 tariffs on cars and industrial goods. Is that not enough? Well, the EU, no, it's not. The EU has been very tough over the years. I always say it was formed to really do damage to the United States in trade. That's the reason it was formed. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. We're making a fortune with tariffs. $2 billion a day. Do you believe it? I was told $2 billion a day. You know, I get hit by the press about tariffs. We're making $2 billion. Glej, mislim, da je bila najbrž skrajna retorika do zdaj. Ne? Mislim, da je govorjenje o šefih drugih držav, ki dakle če plazijo pred njim ali kot sam pravim, ulezejo v rit, ne? Preprosto nekako ne pristoji rangu ameriškega predsednika, konc koncev kogarkoli, ki bi ga jaz imenoval državnik. Zdaj, če smo rekli tudi za kakšne pretekle poteze, mogoče ni državnik, ampak je pa definitivno biznismen, trgovci in tako naprej. Ampak tole presega tudi že okvire neke zaželjene poslovne komunikacije. Malo je pretrdo. Ne? Jaz se sprašujem, a smo v neke, a je pač Trump tukaj zgolj showman in ta šov uporablja za nek cilj, ki je dejansko, ali smo se znašli v nekem cirkusu norcev. No? Mislim, da je na koncu tega njegov PR ne bo priznal, seveda ne, ampak na koncu je odreagiral v paniki. Zakaj? Zaradi tega, ker ima okrog sebe te bogataše, konc koncev tudi sam je premožen mož in odreagiral je v paniki, ko je videl, kakšno katastrofo doživljajo finančni trgi. Jaz ne bi celo izključil strategije v smislu, da so te ljudje vedeli, da se bo to zgodilo, se pravi so recimo prodali, preden je trg padel, potem je pa trg padel. Zelo možno, bi mogoče zdaj se pa že pobira. Ne? V tej analizi izpostavil samo še to, istočasno se zdi s temi dogodki, da se nekako korak po korak malo Elon Musk v bistvu distancira ali pa oddaljuje od te administracije, od Trumpa. Zanimiva številka, ki sem jo prebral po oceni Bloomberga, je v času sodelovanja v Trumpovi vladi izgubil za najmanj, pazi, $130 milijard premoženja, govorimo seveda tudi o vrednosti raznih skladov, oziroma skoraj tretjino tega, kar je imel, preden se je pojavil kot del kampanje. V bistvu. Treba se bo vprašati, samo še, jaz ne vem, je to pred tem ponovnim vzponom trgov po tej odjavi carin, no, ampak mislim, da je noro dogajanje, ne, še kaj več v prihodnjih tednih, ne, zaenkrat pa zgolj še vabilo. Še vedno pripravljamo portal zanima.me, smo v sklepni fazi, tako da se čas, ko ste lahko ustanovni podporniki, res izteka, tako da pohitite. Vedno bolj pridni smo, vedno več člankov nalagamo vsak teden in tempo se bo do konca aprila samo še stopnjeval. Od naju pa lepo zdrav in se vidimo prihodnji teden. Tako je.